Lepo pozdravljeni v podcastu Misija kakovost. Da je gibanje pomemben del življenja vsakega posameznika in pomembno prispeva k kakovosti našega vsakdanja in k dobremu počutju, se strinjamo vsi. Gibanje pa lahko prispeva tudi k kakovosti vzgoji in izobraževanju. Spodbujanje gibalne dejavnosti med mladimi prispeva k zdravju in telesni učinkovitosti mladih, jih spodbuja tudi k bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa, hkrati pa najbrž spreminja tudi vzdušje na šoli ali v dijaškem domu. Eden izmed projektov, ki promovira gibanje med mladimi, je projekt Zmigaj, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šport Planica. Ponuja 2 dodatni uri športa pod strokovnim vodstvom za srednješolce. V projekt je vključen tudi Zavod Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma z 2 svojima organizacijskima enotama, Kmetijsko šolo Grm in Biotehniško gimnazijo ter dijaškim in študentskim domom. Od tam prihajajo tudi moji tokratni sogovorniki, s katerimi bomo torej govorili o tem, kako projekti, ki spodbujajo gibanje, prispevajo k kakovosti življenja mladih, pa tudi odraslih na šoli in v dijaškem domu. Z nami so Urška Bratkovič, profesorica športne vzgoje, ki v dijaškem domu in na šoli vodi dejavnosti konjereje in jahanja, Gašper Pucelj, vzgojitelj v dijaškem domu in koordinator projekta Zmigaj, ter dijak in športnik Tilen Maver, ki med tednom živi v dijaškem domu Grm in je vključen v projekt Zmigaj. Dobrodošli v podcastu Misija kakovost. Živjo. Živjo. Gašper Pucelj, zakaj se je sploh vaš zavod Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma, vključil v projekt Zmigaj? Za začetek je naša ravnateljica dijaškega doma prišla na idejo oziroma je izvedela za ta projekt. Sprva smo se želeli sami kot dijaški dom vključiti, ampak ker ne bi zmogli sami, smo se potem združili kot celoten zavod in priključili še kmetijsko šolo, ker smo potrebovali še določeno število dijakov in pa športne pedagoge. Želeli smo v dijaškem domu ponuditi našim dijakom kvalitetnejšo preživljanje prostega časa, ker vemo, so v teh letih, ko glave bežijo, ko razmišljajo tudi o neumnostih, ko preživljajo veliko preveč časa za zaslonom, za ekranom, s telefoni v rokah, tako da smo se na podlagi tega odločili, da je šport ena od teh stvari, ki bi nam pomagala spraviti dijake, pa ne bom rekel v red, ampak jim omogočiti kvalitetnejše preživljanje prostega časa. Kaj opažate vzgojiteljice v dijaškem domu? Ali manj strukturiran prosti čas mladih lahko vodi tudi v bolj tvegana vedenja? Definitivno, sploh pozna se pri tistih dijakih, ki so vključeni v neke strukturirane vadbe ali pa društva, kot je naš dijak Tilen, ki je danes z nami, imajo neke vedenske vzorce oziroma neke navade, ki se odražajo pri večjem spoštovanju, pri boljšem odnosu do sočloveka, tudi do šole, do učenja, kot pa pri tistih, ki ves prosti čas namenijo samo prostemu času in nimajo nobenih omejitev. Zdaj, šport je vključen že v šolski urnik. Če pogledamo v predmetnike, naprimer gimnazijski predmetnik predvideva 105 ur na leto športne vzgoje od 1. do 4. letnika, najbrž manj ur pri drugih šolskih programih. Urška Bratkovič, se vam zdi to dovolj ali je res potrebno mladim ponuditi več športa tudi v njihovem prostem času? Jaz mislim, da absolutno več športa. Zato, ker že na naši šoli že se vidi razlika, ker imamo zelo različne programe, se pravi, imamo gimnazijo, imamo 3-letno poklicno, 4-letno poklicno šolo, nižjo poklicno izobraževanje in že če bi recimo naredili analizo na naši šoli, bi videli, da je zelo, zelo velika razlika med gimnazijci in potem nižjimi poklicnimi izobraževanji. Ta poklicna izobraževanja bi
enako potrebovala veliko več ur športne vzgoje. Uspehi so pa potem seveda vidni, ker vemo, kako šport vpliva na posameznika in mislim, da so tako psihični kot fizični plusi glede tega lahko. Tilen, tebe smo predstavili seveda tudi kot športnika, ampak najprej vprašanje, kako mladi najraje preživljate svoj prosti čas, če zdaj govoriš v imenu vseh mladih, ne le sebe, ti obiskuješ šport, treninge, ne, ampak je šport prvi na seznamu tistih dejavnostih, ki jih želite opravljati oziroma doživeti mladi po šoli? Meni se zdi, da je to kar prav, da se mladi družimo v športu, zato ker pri športu lahko mladi se družijo, medtem ko se tudi fizično gibajo. Zato pa pač... Pa so to tvoji vrstniki takega mnenja? Ali raje preživljajo prosti čas kako drugače? To je po mojem odvisno od posameznika. Jaz imam seveda raje šport, se rad gibam, rad sem dosta aktiven, združen s prijatelji in ekipni šport ti veliko pripomore pri tem. Pa imate mladi raje, da je ta prosti čas, tudi če ga preživljate športno, ne, strukturiran, torej da imate vedno isti čas v tednu, da nad vami bdi kakšen trener ali pa profesor športne vzgoje, ali si raje ta čas in te športne dejavnosti organizirate sami? Da se sami dogovorite, pojdimo igrati nogomet na igrišče ali pa ne bi zdajle odbojko, na primer, igrali? Meni se zdi, da strukturiran čas zelo pomemben, zato ker si organiziraš glede šole, ker je šola velik dejavnik glede tega. Pametno je, da si organiziraš učenje za šolo in potem nimaš pritiska, ko pride do kakšnih testov, ampak še vedno se lahko v prostem času družiš in normalno giblješ. Torej, točno veš, kdaj moraš na trening in kdaj je čas za druženje s prijatelji. Ja, tako je. Gašper Pucelj, v Dijaškem domu ste v okviru projekta Zmiga mladim ponudili 3 športne dejavnosti, fitness, jahanje in igre z žogo, vse po pouku, v popoldanskem času. Nekako se je v ta program vključilo 70 dijakinj in dijakov, ki imajo torej ti 2 dodatni uri športne vzgoje pod strokovnim vodstvom na teden. Zakaj ste se odločili za tak pristop? Vemo, kakšni drugi zavodi, ki so vključeni v projekt, so te ure organizirali tudi drugače? Kot sem že rekel, večji del tega projekta izvajamo v Dijaškem domu. To pomeni, da moramo zaposliti dijake v popoldanskem času. Zdaj, tudi med samim poukom nimamo zmožnosti in kapacitet, da bi vključili to v sam proces pouka in je bila enačba enostavna. Vključili smo v popoldanski prosti čas dijakom te vadbe in pa odločili smo se za te panoge, katere jim lahko omogočimo in katere tudi njih najbolj zanimajo. Imamo to prednost, da smo del kmetijske šole in da imamo konjski hlev, v katerem imamo 25 konjev, s katerimi lahko dijaki jahajo ob seveda pomoči naše profesorice in pa z pomočjo ministrstva smo ravno pred lanskim letom uredili fitness prostor na pobudo dijakov, tako da enostavno se je zlilo eno z drugim in smo pač šli v ta projekt z razpoložljivimi sredstvi in pa z željami dijakov. Urška, je bilo težko privabiti mlade k tem projektu ali ne? Zdaj, posebej za konjerejo, mislim, da je naša šola ene vrste posebnost in verjamem, da se veliko dijakov ravno iz tega razloga tudi vpiše na našo šolo. Tako da, če imajo kje druge težave glede vpisa na konjerej, te težave ni bilo. Je pa res, da je od začetka leta ponavadi zanimanje zelo veliko, potem pa vidimo, da nekateri dijaki ne zdržijo nekega rednega udejstvovanja, ampak na koncu ponavadi na srečo pristanemo ravno na tej številki
15 na ekipo, na skupino, kar je pa v bistvu z vidika varnosti pri interesni dejavnosti konjereja, mislim, da res maksimumno. Ker je to vse individualen šport, tako da je tudi z vidika organizacijskega dela kar veliko dela, da so vsi dijaki aktivni. No. Kako pa je bilo v dijaškem domu, Gašper? Ste imeli dovolj mladih, ki so želeli imeti 2 dodatni uri športa na teden? Tisti zahteven minimum smo dosegli z lahkoto. Je pa nastala težava pri pridobivanju dodatnih dijakov, teh, ki bi si jih želeli ob primeru usipa kasnejšega, ampak so nam pri tem močno pomagali predvsem dijaki, ki so se takoj vključili, ker so oni potem prenesli dobro besedo do svojih prijateljev. In pa sam projekt Zmigaj je, kar se tiče reklame in pa privabljanja mladih, temu močno pripomogel. Z mlade navduši tudi to, da dobijo neke malenkosti, neke majice, brisače, bidone, neka darila, nagrade za udejstvovanje, kar pripomore na koncu k prepričevanju oziroma pridružitvi projektu. Pa še hude športne igre so, ne, na koncu? Pa še na koncu leta organizirajo dan odklopa, kjer organizirajo potem tekmovanje v hudo dobrih igrah, kar je pa potem češnja na vrhu torte. Tilen, zakaj si se ti vključil v projekt? V bistvu imaš že kar nekaj treningov na teden, ne? Pa vseeno si se odločil, da se udejstvuješ tudi tu. Ja, jaz v bistvu, ko sem slišal za ta projekt, sem se vključil seveda zaradi, ker sem videl, da je to še ena nova priložnost za več gibanja, več v bistvu tudi treninga na nek način. Lahko vadim več, lahko se gibam več, lahko se družim več. Te pa ne moti, da to je v večernih urah, če se ne motim? Kdaj? Ne, meni je to v bistvu še boljše. Zato, ker treninge imaš vsak popoldan, priješ nazaj, poješ kaj malega, potem delaš za šolo, potem se pa lahko v prostem času osredotočiš. Na šoli imate možnost izbirati med jahanjem, fitnessom in igrami z žogo. Ti si izbral slednje, ne igre z žogo. Zakaj in kako všeč ti je ta ponudba? Prej je že omenil Gašper, ne, da je tudi fitness nastal zaradi pobude samih dijakov. Torej so te 3 športi najbolj priljubljeni med mladimi v Novem mestu? Ja, meni se zdi, da fitness pa igre žoge so zelo popularne, tako kot jahanje. Ampak jaz sem se odločil za igre žogo, zato ker je to bolj kot ne ekipni šport in se rabiš tudi povezati z vsemi prijatelji in ekipo, s katero igraš. Pomembno je seveda tudi to, da te ure dodatne potekajo pod strokovnim vodstvom. Urška, tukaj to je najbrž plus takih projektov, ne? Da se mladim omogoča ne samo, da imajo prostor, kjer lahko se športno udejstvujejo, ampak da je to tudi pod strokovnim nadzorom. Absolutno. Jaz mislim, da tukaj ravno fitness je, ki smo ga omenili, je zdaj trenutno zelo, zelo popularen. Tukaj lahko vsaj dijake usmerimo, da vsaj vaje izvajajo pravilno, ker vemo, da so dijaki v fazi razvoja. Tako da jaz mislim, da se moramo potruditi, da jim damo interesne dejavnosti oziroma v okviru projekta aktivnosti, ki jih želijo, ampak še vedno v okviru stroke, da jim pomagamo do čim boljših izvedb posameznih športov. Ne. Ker pri jahanju to ni težava, ne? Vsi vemo, da je treba imeti najbrž trenerja, ne nekoga. Ja. Pri fitnessu je pa to malo manj. Ja, ravno zato, ne. Se tudi odbojko verjetno, se pravi, igrajo veliko, ampak se da marsikaj izboljšati, če imajo primernega trenerja pa podporo, ne. Mislim, da so tudi naši dijaki se izboljšali v primerjavi s preteklimi leti. Gašper? Ja, predvsem izogibamo se poškodbam
z nekim nadzorom, ker vemo, da sam šport je lahko zelo zdrav, lahko so pa tudi hude posledice, predvsem v fitnessu, kjer gre za dvigovanje večjih tež, so lahko kakšne posledice na hrbtenico dolgotrajne in tega ne želimo. Zato je to pač pomemben del, da pod budnim strokovnim očesom izvajamo vadbe. Zdaj, poškodb pri odbojki je mogoče malo manj na ta račun, lahko, ampak pri jahanju ob padcu s konja ali pa v fitnessu ob dvigovanju uteži so pa kakšne hujše posledice lahko. Tilen, ti kdaj zaideš v fitness ali imaš športa že dovolj? Sem tudi zašel kdaj v fitness. Malo sem šel sprovat, malo tudi kakšne vaje, da sem si utrdil kakšne mišice zaradi športa. Tako da ja. Ampak ni pa skupinski šport, ne? Ja, to je res, ja. Sem dobila občutek, da v tebi to veliko pomeni, ne? Da si v družbi s prijatelji in da nekako sodeluje ekipa skupaj. Ja, seveda. Gašper, zdaj smo povedali namen tega programa. Ali je mogoče pri udejstvovanju oziroma pri udejanjanju tega projekta Zmigaj nastal v tem letu, odkar ste vi vključeni, ne, od avgusta 2024 van, še kakšen izziv? Nekaj smo povedali o tem, kako je bilo privabiti še tiste dodatne mlade. Kaj pa strokovni kader ali pa še kakšni izzivi, ki se potem porajajo med letom? Izzivi se porajajo na dnevni bazi. Je pa glavni izziv pri nas bil poleg privabljanja dijakov, kar se tiče strokovnega kadra. Žal imamo na zavodu zaposlenih sicer mislim, da 5 športnih pedagogov, ampak so večinoma že v letih in se seveda ne želijo še popoldnev preživljati v službi, kar je čisto razumljivo, ampak potem to nekako, če rečem po domače, doštukamo z mojo pomočjo in pa profesorica Urška in pa profesor Isto, ki ga danes ni z nami, zelo velika bremena odnašajo, no. Da pač lahko omogočimo in da lahko dijaki uživajo v vadbah. Seveda pa ta projekt ni namenjen samo mladim, ne? Urška, kdaj zmanjka časa, ne, za vas športne profesorje, ker program vključuje tudi izobraževanje strokovnega kadra? Izobraževanj v okviru projekta je ogromno, se pravi, opraviti moramo 187 ur izobraževanj poleg vsega našega rednega dela. Tako da to nam predstavlja izziv. Hkrati pa moram reči, da mislim, da smo s tistimi izobraževanji, ki jih dobimo, pa tudi učitelji kar zadovoljni in mogoče potem to nekako v nas ta izobraževanja motivirajo, da potem še rajš pa še boljš delamo. No? Tako se mi zdi, da je dobro tudi za nas, da znanja, ki jih že imamo, še malo nadgradimo, osvežimo in potem pridemo z novimi idejami do dijakov. No? Tako, to nas je... Bom rekla, da nas je vse, mislim, da malo dvigalno. Se izboljšuje tudi kakovost potem poučevanja in dogajanja na šoli. Poučevanja, ja. Zdaj smo povedali nekaj izzivov, ampak najbrž je treba omeniti tudi pozitivne učinke, ki so se, kljub temu, da zdaj govorimo o enemu letu in še nekaj, a ne, odkar ste vključeni v ta projekt, tudi že pokazali. Gašper, kaj bi vi izpostavili? Kje vi vidite te prve pozitivne učinke? Dijake smo v prvem letu navadili, da se redno udejstvujejo teh dejavnosti, da so tam ob uri, kar je kar velik uspeh. Potem 2-krat na leto jih sicer testiramo v sklopu SlowFit, ampak zdaj
točnih podatkov, ali je napredek opazen ali ne, še nimamo. Je pa napredek opazen predvsem vizualno nam izvajalcem tega. Sam lahko povem za odbojko, da se ti dijaki, ki se udeležujejo iger žogo, opazno izboljšujejo tehnično. Tudi tisti v fitnessu napredujejo fizično in pa tudi tehnično. Čez dalje več pravilnih ponovitev je, tako da nam gre dobro. Ne bom rekel odlično, ampak gre. Prej ste omenili na začetku, da je eden izmed razlogov, zakaj se je vaš zavod vključil v ta projekt, tudi to, da nekako ponudite mladim možnosti za bolj kakovostno preživljanje prostega časa. Se je v tem letu pokazalo, da vsaj nekateri mladi nekako res bolje preživljajo svoj prosti čas, so manj za telefoni, je manj deviantnega vedenja, mogoče po šoli ali pa zvečer. Na prvo žogo bi rekel, da je napredek opazen. Tako kot smo že rekli, v bistvu približno 70 dijakov od 170, ki bivajo v dijaškem domu, je vključenih v ta projekt. Tako da vsaj za teh 70 dijakov lahko rečem, da je napredek očiten. Seveda, spletli so nova prijateljstva, povezujejo se istomisleči, kar je en dodaten plus, da ne mislijo in da se ne vključujejo v druge družbe, kjer mogoče so prisotne drugačne, bolj pokvarjene misli. Urška, kje pa vi vidite oziroma kaj bi pa še vi dodali k temu, te pozitivni učinki so že opazni v tem kratkem obdobju? Ja, jaz bi rekla, da že po anketah sodeč, ki smo jih lansko leto naredili, te rezultate smo dobili in mislim, da so bili dijaki že po anketah kar zadovoljni. Medtem ko mislim, da so predvsem, vsaj jaz vidim, ko učim, prvič imam to srečo, da ko oni zelo terapevtsko tudi na dijake vplivajo in moram reči, da so dijaki vsaj po tem pokoronskem času, imam občutek, da pod zelo velikim stresom, sploh ko pridejo kontrolne in tako in se mi zdi, da sploh, da ne govorimo o maturi, ne, in vsi dijaki pri nas najdejo neko možnost, da lahko ta stres nekako transformirajo preko športa. In vsaj mi, ko smo tam pri konjih, otroci preživijo ogromno časa, tudi brez telefonov, včasih sem huda, ker nimajo telefona pri sebi, ne. Tako da ja, mislim, da je to kar koristno za njih. Tilen, ti si pa že omenil, ne, da je največji plus ta, da se lahko dodatno družiš s prijatelji in preživljaš čas tudi z njimi pri igrah z žogo. Kaj pa tehnično znanje, ki ga je omenil Gašper, ne? Se ti zdi, da si napredoval, mogoče ne ravno v odbojki, ki jo treniraš, ampak v kakšni drugi igri z žogo? Ja, seveda. Poleg odbojke, ki je velikokrat igramo, tudi včasih organiziramo košarko, da ni vedno samo isto. Tako da se meni zdi, da lahko v več športih postaneš dober in tudi, da se bolj tehnično izboljšaš. Kaj pa počutje? Ti si tako ali tako športnik, vseeno, ne, je boljše počutje, če veš, da si športno aktiven, da si nekaj naredil za svojo kondicijo, vzdržljivost, telo. Ja, zagotovo se počutiš bolj sproščeno, tudi ko pride do kontrolnih nalog. Nisi več tako napet. Tudi zaradi tega, ker si znaš organizirati čas in znaš razporediti dejavnosti in učenje. Zato se meni zdi, da je šport pravzaprav ful pomemben del dijaškega življenja. Bom vprašala, ker nekatere raziskave kažejo tudi na to, da so lahko športno zelo dejavni in uspešni mladi zelo dobri potem tudi v šoli, ne, da imajo dobre ocene. Kako ti razmišljaš o tem? Se pozna, da so tudi učni uspehi tistih dobrih športnikov dobri?
Ja, seveda. Mislim, moraš si vzeti cajt, glede na šport in na šolo, ampak meni se zdi, da ni tak problem vzdrževati šolo in športa hkrati. Urška, kako je z učnim uspehom športnikov? Opažate tudi vi, da se lahko celo izboljšuje, če ima mlad človek zelo strukturiran in dejaven prosti čas? Tukaj lahko iz lastne izkušnje povem, da ko sem bila v srednji šoli, pa sem bila s konji vsak dan, sem bila zelo uspešna, potem sem pa za maturo rekla, da ne bom. 2 meseca ali ne vem koliko hodila na jahanje, takrat nisem naredila čisto nič. Tako da lahko iz lastne izkušnje potrdim to, da se mi zdi, da če otroke navajamo na nek red, disciplino, vsak šport navaja na red, na disciplino, na vzgaja delovne navade. To je nekaj, kar otroci danes, bom rekla, da mogoče malo pogrešam, ne poznajo več toliko tega, ne, in mislim, da vsak šport uči nekega načina življenja, zdravega načina, zdravega duha v zdravem telesu, in če danes otrokom tega ne bomo prevzgajali, potem ne vem, kam bomo prišli. Tako da s tem športom mislim, da lahko dosežemo samo pozitivne učinke. Ne. Pa ni prepozno, da se to začne šele v srednji šoli? Mogoče pri kom? Jaz mislim, da nikoli ni prepozno. Nikoli ne bi rekla za nikogar, da je prepozno. Zdaj odvisno, je pa mogoče malo težje potem voljo zbrati. Bom pa rekla, da zgledi vlečejo, ne, in ravno te naše skupinice, ki so se ustvarile, lahko res dobro vplivajo potem še na vse ostale, ne, in privabijo tudi tiste, ki jim je mogoče malo težko. Vem pa, bom samo mogoče kakšen drug zavod povedal, da so se nekje pa recimo povezali tisti, ki niso nikamor spadali, ker mogoče bi mogli včasih, ker zdaj tisti, ki so že športniki, za njih je mogoče ni nobena težava se še nekam priključiti, imajo pa nekateri težavo, da niso ravno športen tip, in vem, da na nekem drugem zavodu so se pa organizirala ekipa samo teh, ki nikamor ne spadajo in imajo svojo ekipo Zmigaj in imajo tako, da jih nobeden ne vidi in delajo. Tako da tudi to je bila ena rešitev. Vedno se da najdeti pot, če se želi. Zdaj smo veliko govorili o dijakih in kako gibanje njim pomaga, ampak torej 6. skupina, ki je tudi del tega projekta, ste pa zaposleni, ki imate pa dodatno 1 uro rekreacije, gibanja na voljo, ne, Gašper? Kako to izgleda, kaj ponujate tem zaposlenim? Je zanimanje večje kot pri mladih ali ne? Gre predvsem za druženje in za sproščanje po napornih tednih in pregovarjanjih z dijaki. Dobimo se v šolski telovadnici, odigramo kakšno igro odbojke, kakšno partijo namiznega tenisa, badmintona, gremo na kakšen pohod na bližnjo Trško goro. Po dogovoru, po občutkih spletla so se prijateljstva, kar potem tudi vpliva na samo sodelovanje med profesori, med predmetno povezovanje in tako lažje se dogovarjamo stvari. Se pravi, po občutkih, po željah, odvisno od počutja, odvisno od trenutka, od letnega časa, se znamo imeti zelo fajn uživati v tem, ker odklopiti za 1 uro glavo marsikomu veliko pomeni. Torej ne gre samo za spreminjanje odnosa zaposlenih do športa, ampak tudi za izboljšanje vzdušja potem pri drugih projektih in v zbornici in hkrati seveda, kot ste omenili, lajšanje stresa ali pa posledic stresa in nekako vpliv na boljše počutje zaposlenih. Seveda, se vemo, iz nacionalne ravni šport združuje. Tako da pride seveda kot povsod tudi do kakšnega prepira ali pa tekmovanja, ampak generalno gledano šport združuje, kar pa omogoča potem samo boljše sodelovanje na drugih področjih. Tilen,
se tudi na dijaškem domu med mladimi pozna, da je vzdušje boljše, da pride do bolj globjega sodelovanja, ravno zaradi tega, ker imate določene dejavnosti, potem, v katere ste vključeni še po šoli? Ja, po moje, da ja, seveda se že včasih prav sprašujemo med sabo, kdaj bomo naslednjič šli ven, kdaj bomo naslednjič se podružili spet, kdaj bomo kakšno partijo odigrali. So se spletla tudi nova prijateljstva? Ja, globja? seveda. Kakšni prijatelji povabijo svoje prijatelje za probo in potem se spoprijateljiš avtomatsko. In zato seveda je šport tako poseben. Kaj pa, če pride do konflikta? Ne? Prej je že Gašper omenjal, da to še ne pomeni, da ste vsi zmeraj istega mnenja, ne? Oziroma ljudje, ki skupaj preživljajo prosti čas. Te šport nauči tudi, kako lažje, boljše reševati konflikte, ki nastanejo? Ja, se zgodi, po moje se tudi kdaj zgodi, da se kakšen razburi, ampak se vidi še posebej skupnih športih, da ne more ekipa funkcionirati, tako da se potem ta oseba to opazi in se popravi in potem vzame kakšen dan, ampak se razplete vse skupaj. Torej, ekipni duh mora biti v teh športih, kjer sodeluje več igralcev, športnikov. Zdaj, če povzamemo, kako lahko torej gibanje in kakovostno preživljanje prostega časa izboljšata kakovost vzdušja na šoli ali pa v dijaškem domu, čeprav gre v prvi vrsti pri projektu Zmigaj za dobrobit mladih, pa smo slišali, da so te dobrobiti širše. Urška. Jaz mislim, da že po defaultu šport osvobaja vsa najtežje obdobje v svojem življenju. Mislim, da sem športom s tekom s konji preživela in mislim, da bi vsak posameznik moral imeti to možnost dati nekako iz sebe. Zdaj verjamem, da prvi doma je domač zgled, medtem ko mi kot izobraževalna ustanova pa smo takoj naslednji, kjer moramo spodbujati gibanje in preživljanje prostega časa tudi v naravi. No. Zdaj pri nas naš zavod ima to srečo, da to oboje nekako združuje, ker smo v naravi. Športa ponujemo pač v okviru svojih zmožnosti in ta projekt je eden od teh, ki je dijakom omogočil tudi gibanje v popoldanskem času, ker pa prej nekako bi rekla, da ni bilo podprto. Ne. To pomeni, da jaz upam, da bojo rezultati pokazali, da je to res da se bo kaj izboljšali in da bomo potem lahko tudi na nacionalni ravni našim otrokom omogočali več gibanja. Ne. Ker ni nujno, da mogoče sicer si želijo od štarta, ampak mislim, da potem, ko pozitivne učinke vidijo, ko lažje premagujejo vsakodnevne strese, ki so pa vsak dan vse večje, je potem to začnejo šport gledati drugače. Ne. In mogoče za konec vprašanje za $1 milijon. Ne? Kako torej privabiti v športne aktivnosti tiste, ki, kot ste že omenili, obstaja določen delež mladih, pa tudi odraslih, ki se športom ne ukvarjajo? Jaz bom rekla, največ je z lastnim zgledom, pa koliko se sami motiviramo za to, da mi druge privabljamo. Ne. Zdaj spet lahko rečem, da sem una srečnica, ko imam konje, pa vedno velikrat starši rečejo, joj, moj je grozen, ne vem, kako bo, pa se bojijo, pa pridejo do konjev, pa so komucki, čist pridni in se pravi, pri nas konji naredijo svoje, ampak se da, tudi zdaj zgledi vlečejo, skupine vlečejo, tudi tekaške vadbe, recimo sem imela, pa so enako, sem videla, kako je skupina vlekla, recimo posameznike, pripeljala več ljudi in jaz še vedno verjamem, da je najboljša reklama od ust do ust. Ne. Se pravi, tam, kjer je nekje, kjer se ustvarja dobro vzdušje, tam se ljudje radi zbirajo, in okrog športa je ponavadi kar dobro vzdušje, tako da eno z drugim mislim, da lahko zelo dobro vplivamo.
Tilen, kakšen bi bil pa tvoj recept? Kako privabiti mlade, ki jih šport ne zanima preveč, v kakšno tako bolj športno dejavnost? Ja, zagotovo so tukaj spet prijatelji, ne. Če tvoj prijatelj glih ni športnik, ga sicer težko privabiš, ampak se ga da prepričati, ne, da probava različne stvari in verjetno boš s časom našel neko stvar, s katero bo zadovoljen, s katero se bo rad ukvarjal, mu bo postala všeč počasi in bo tudi redno začel hoditi na to. Si ti že nagovoril koga za odbojko? Ja, sem imel enega prijatelja, v bistvu res, ki je prišel ene parkrat, pa se na začetku ni in se mu ni zdelo glih ful priljubno, je imel raje nogomet, ampak potem skozi čas, ko je večkrat prihajal, se je pa kar v bistvu sprijaznil, da je tudi to en tak lep šport in zdaj redno prihaja. Gašper, pa še za vas za konec to vprašanje, kako mlade pritegniti k tem, pa tudi v bistvu zaposlene, ne, ki imajo to možnost, da se nekako športno udejstvujejo po pouku. Tako kot je rekla kolegica Urška, predvsem z zgledom in pa lahko tudi v tistih bolj zadržanih, no, pri njih s pogovorom, ali pa predvsem je dostikrat odpor, ker morajo nekaj na silo narediti. Takrat pride mogoče v upoštev že sam sprehod in med sprehodom nek pogovor in se postopoma potem dokaže na nek način, da je gibanje dobro, da je dobro predvsem za da te sprosti, da te razbremeni, potem pa lahko iz tega nadaljujemo ali jih vključimo v kakšne bolj resne, strukturirane vadbe, lahko pa da nekaterim zadostuje že samo neko osnovno gibanje, kot so sprehodi, mogoče vzpon na Trško goro, enkrat, dvakrat, trikrat na teden in je že to velik napredek za njih. In tako, kot šport združuje, tam, ker je dobra volja, tam bodo prišli in pa to je to. Pa ne samo združuje, ne, daje možnost tudi za povečanje kakovosti ne samo poučevanja, temveč tudi vzdušja na šoli ali pa v dijaškem domu. Hvala vsem sogovornikom za tale pogovor. Z nami so bili Urška Bratkovič, Gašper Pucelj in Tilen Maver iz Zavoda Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. In seveda uspešno delo in veliko športnih uspehov še naprej. Hvala.